Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in direktor razvoja in raziskav ter predsednik sveta sklada Krkinih nagrad Aleš Rotar sta podelila nagrade 30 mladim raziskovalcem. Med vsemi nagrajenci je kar 18 doktorjev znanosti. Ne gre samo za to, da ima nekdo briljantno idejo. Gre za to, da jo je treba speljati do konca. Treba jo je speljati na način, da na eni strani upoštevamo modrosti, ki so bile že odkrite, na drugi strani pa dodamo nekaj svojega, nekaj posebnega, s čimer bomo zadostili potrebam trga. Letos so podelili 5 Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela. Nagrajenci pa so svoja dela predstavili na znanstvenem simpoziju, ki že 22 let spremlja podelitev nagrad. To je bila neka taka interdisciplinarna naloga in mislim, da je mogoče tudi to bila ena od stvari, ki je prepričala komisijo pri izboru, ta povezovanje različnih komponent farmacije med sabo. Prvo leto po faksu sem prejel Krkino nagrado za dodiplomsko nalogo. Mi je veliko pomenila in sedaj toliko let nazaj se vračam spet z doktorsko nalogo. Nagrajence odlikuje inovativen pristop k nalogi. Da se neke zapletene stvari povejo na bolj enostaven način, nekoliko drugače, tako da je to jasno širši javnosti. Tudi po mojem mnenju bi to mogel vsak znanstvenik znati, ker samo tako ima od njegovega dela korist tudi širša družba. To priznanje mi pomeni zelo veliko. Podelila mi ga v bistvu firma, v kateri sem tudi sam zaposlen in sem vesel, da lastna firma ceni moje dosežke in moje delo. Ja, mislim, da zaradi tega, ker moja naloga je zelo uporabna, torej zelo aplikativna v farmacevtski industriji, torej predvsem v Krki, in mislim, da je bil to eden glavnih razlogov, zakaj sem tukaj in zakaj sem med dobitniki 5 najbolj prestižnih Krkinih nagrad. Med nagrajene naloge, ki so prispele na razpis 42 Krkinih nagrad, so se uvrstile tiste, ki so v največji meri izpolnjevale kriterija znanstvena odličnost in industrijska uporabnost.